Na kratko, predno začnemo protokol, to se pravi, maske so obvezne, zunaj je kava, pijača, prosim, ne nosi se v dvorano. Zdaj bi pa prosila gospoda Kovšco, da otvori današnji posvet, za njim pa še predsednika gospoda Štefana Šimka, predsednika Kinološke zveze Slovenije. Hvala. Spoštovane gospe in gospodje, cenjeni predsednik Kinološke zveze Slovenije gospod Štefan Šimko, spoštovani razpravljavci, cenjene gostje in vsi, ki nas spremljate na daljavo. Vsem skupaj prisrčen pozdrav v imenu Državnega sveta drugega doma slovenskega parlamenta. Nažalost nas COVID razmere omejujejo do te meje, da nas je lahko v dvorani omejeno število. Pa nič hudega, upam, da nas v čim večjem številu spremljate nadaljavo. Današnji posvet bo namenjen osvetlitvi nekaterih nujnih, konkretnih predlogov izboljšav v mnogočem zastarele in oporne zakonodaje z področja kinologije. Pa vendar je potrebno osvetliti hkrati tudi okoliščine, ki so močno botrovale k temu, da je odpiranje tega kompleksnega zakonodajnega področja prav danes na agendi Državnega sveta. In sicer 100-letnica kinologije na Slovenskem ter epidemija novega koronavirusa, ki je zarila vse pore našega družbenega delovanja z njenimi negativnimi posledicami, pa se bomo vse kaže še dolgo spopadali. In tudi na področju kinologije se vpliv COVID-a zelo pozna. 100 let delovanja organizacije, kot je vaša, ni naključje, temveč je sad dolgoletnih nesebičnih prizadevanj številnih posameznikov, ki niso živeli in delali le zaradi svojih lastnih interesov, temveč so imeli posluh predvsem za skupne, strokovne in nacionalne cilje, osredotočene na kinološko področje. Zato je prav, da v tej priložnosti osvetlimo še ključne zgodovinske premike. Na slovenskih tleh se je kinologija razvijala postopno. Že leta 1907 je zabeležena ustanovitev Slovenskega lovskega društva kot predhodnici organiziran dela slovenskih kinologov, v katerem so bili še posebej aktivni tisti lovci, ki so imeli ptičarje in so jih šolali, saj so imeli v okviru tega društva svojo kinološko sekcijo. Tako je bil 23. februarja 1921. leta ustanovljen klub ljubiteljev ptičarjev, prva kinološka organizacija pri nas. Sledila so leta, ko so se ustanavljali posamezni kinološki klubi, ki so kasneje, leta 1958, dosegli osamosvojitev in se združili v Zvezo klubov za vzrejo športnih in službenih psov Slovenije. Z zavzetim delovanjem je zveza postala ena najbolj aktivnih kinoloških organizacij v takratni Jugoslaviji in leta 1976 je združevala že 12 slovenskih klubov s približno 2600 člani. Ponosni ste lahko na več desetletno uspešno organiziranje mednarodnih in evropskih razstav ter svetovnih prvenstv šolanih psov. Da ste si prislužili velik ugled strokovne mednarodne kinološke javnosti, priča tudi podatek, da ste bili predsedujoči Mednarodni kinološki zvezi med letoma 1939 in 1948 pod vodstvom takratnega predsednika dr. Ivana Lovrenčiča. V marsičem ste morali velino, postali strokovno in organizacijsko še bolj učinkoviti. Vse priznanje vam gre za vašo angažiranost in vaš boj za mednarodno priznanje, tako slovenskih avtohtonih pasem, kot tudi za priznanje vašega načrtnega strokovnega dela. Pomembne mejnike ste postavili tudi na področju vzreje. Zveza klubov je bila prva, ki je med kinološkimi organizacijami, tako v Sloveniji kot takratni Jugoslaviji, leta 1969 uvedla vzrejne preglede in vzrejne dovoljenja. Po letu 1977 je po vašem vzoru uzakonila tudi Jugoslovanska kinološka zveza za vso Jugoslavijo in za vse pase. Takšni vzrejni pregledi, vzrejne knjižice in vzrejni listi, simboli hip so ostali nespremenjeni, v glavnem še do današnjega dne. Izjemno pomembno za zgodovino Kinološke zveze Slovenije je bilo tudi njeno sprejetje v redno članstvo Mednarodne zveze leta 1995. Kinološka zveza Slovenije je predvsem po zaslugi dolgoletne strokovno bogate tradicije
in ustrajnosti nekaterih nesebičnih kinologov ostala močna in mednarodno kinološka organizacija, ki se zaveda svoje pomembne vloge v slovenski družbi. Ponosno se lahko ozirate na svojo ustvarjalno preteklost, a je po drugi strani zveza tudi odgovorna za nadaljevanje tradicije in bodočnosti kinologije na Slovenskem in širše. In prav slednje je dovolj zgovoren govor, da Kinološka zveza Slovenije svojega jubileja danes v 5 dni zgolj ne praznuje, temveč da si prizadeva, da svojo vodilno motivacijsko vlogo, ki jo dosledno in ustrajno gradi stoletje na globalnem in nacionalnem področju, utrdi tudi v prihodnosti. Za svojo odličnost pa mora seveda imeti čvrst in sodoben podporni sistem in temu je namenjena današnja razprava v Državnem svetu. Državni svet je že v preteklosti sodeloval s Kinološko zvezo Slovenije in podpiral njena prizadevanja za ustrezno zakonsko ureditev odgovornega lastništva psov. Zato je prav Državni svet v času epidemije COVID-19 in v duhu aktualnih razmer letos na vlado, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za zdravje naslovil vrsto tehtnih vprašanj glede izvajanja kinoloških aktivnosti zveze v obdobju COVID krize in tudi v prihodnje. Denimo šolanje psov za odkrivanje COVID-19 pozitivnih oseb je odličen primer povezovanja kinologije z medicino in raziskovalno dejavnostjo. A za ta korak je potrebno prednostno prilagoditi slovensko zakonodajo. Nedavno sprejeta novela zakona o zaščiti živali, ki jo je sprejel Državni zbor in smo jo podprli tudi v Državnem svetu na pristojni komisiji, prinaša številne pozitivne novosti, s katerimi se zlasti spodbuja odgovorno lastništvo domačih živali, ter se sledi njihovi zaščiti in dobrobiti. Pa vendar je še vedno veliko odprtih možnosti, kjer je potrebno okrepiti sodelovanje Kinološke zveze Slovenije z državo oziroma njenimi pristojnimi inštitucijami, da se uredijo posamezna konkretna nerešena področja ter odpravijo nastale anomalije, zlasti na področju davčne zakonodaje. Spoštovani kinologi, glede na izpostavljeno lahko brez dvoma trdimo, da je delovanje slovenske kinologije na zelo široko na državnem, mednarodnem in lokalnem nivoju. Tukaj imamo v mislih njeno prepredeno mrežo društev in klubov po vsej Sloveniji. Ljubiteljsko ukvarjanje s psi je zato v naši sredini vse bolj priljubljeno, se predstavlja predvsem za ljudi iz urbanih področij, vse bolj pomemben stik z naravo, spodbuja bolj zdravemu in aktivnemu življenju. Mnogim staršem je pes tudi priročen pomočnik pri celovitejši vzgoji otrok, vendar vedno večjega pomena je tudi uporaba psov v terapevtiki in pri odkrivanju in tretmaju številnih bolezni. Ne gre za bolezni, naravne nesreče, vojna žarišča, zdravljenje, varovanje. Povsod je pes človekov najboljši prijatelj in z njim ustvarja boljšo, bolj svetlo in lepšo prihodnost. Naša dolžnost pa je, da to tisočletja stkano prijateljstvo med človekom in psom utrjujemo znanjem, srcem in z odgovornostjo. Da je pes človekov najboljši prijatelj, je tako ali tako znano. Da bi bil človek najboljši prijatelj svojemu psu, moramo izpolniti pa nekatere pogoje. Eden izmed njih je znanje in poznavanje. Na področju znanja in poznavanja psov in ravnanja z njimi ima pa Kinološka zveza svojo odprto nalogo za prihodnost. Državni svet in podporno okolje v državnih institucijah pa mora Kinološki zvezi zagotoviti možnost, da svoje znanje in vedenje o psih kot svoje poslanstvo razširja v javnosti med lastniki psov in tistimi, ki se s psi tako ali drugače srečujejo s svojim vsakdanjim življenjem in delom. Vedno se vam zahvalim za pozornost, naj vam vsem skupaj zaželim uspešno in plodno razpravo v nadaljevanju in čim več posluha pristojnih za rešitve, ki boste prav zagotovo danes ponudili v nadaljevanju. Hvala. Hvala lepa, gospod Kovšca, gospod Štefan Šinko, predsednik Kinološke zveze Slovenije. Spoštovani in cenjeni predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, dame in gospodje.
Danes je en radosten dan za vse slovenske kinologe. Nedolgo tega smo s proslavo obeležili 100-letnico organiziranega delovanja na Slovenskem. Za ta častitljiv jubilej smo se zbrali v Škocjanu pri Domžalah. Po natanko 100 letih smo dobili zgodovinsko priložnost, da vam na kratko predstavimo le nekaj projektov, hkrati bi vas pa želeli seznaniti tudi s težavami, s katerimi se soočamo. Kinološka zveza si prizadeva kot ustanova osrednjega pomena pri vseh vprašanjih, ki se tičejo psov, da je upoštevana in spoštovana. Z mnogimi zunanjimi deležniki želimo skupaj kreirati lepšo bodočnost za naše državljane, ki so lastniki psov, in jim omogočiti sobivanje v harmoniji z naravo in psi. Pri tem nam je zelo mar tudi za dobrobit in zdravje psov samih. Nešteto je prostočasnih aktivnosti, ki si jih lahko izbere vsak posameznik, ki se želi udejstvovati s psi. Zakonodajalci pa nam postavljajo okvire s predpisi, ki jih moramo spoštovati. Že preko 100 let beležimo organizirano delovanje slovenskih kinologov na teritoriju Republike Slovenije. Predvsem pod velike interesne skupnosti z članjimi društvi in klubi ter pasemskimi organizacijami. Kinološka zveza Slovenije je organizacija z bogato tradicijo, ki se je oblikovala kot institucija osrednjega pomena za kinološko dejavnost Slovenije. Je prvi in pravi naslov za vsa vprašanja, ki se tičejo sobivanja s psi. Kot krovna zveza združujemo 122 članic, od tega 78 kinoloških društev, 17 lovsko-kinoloških društev, 2 zvezi in 25 pasemskih klubov in društev s približno 12.000 fizičnimi člani. Smo organizacija s statusom društva, ki deluje v javnem interesu. V Sloveniji vzrejamo preko 126 različnih pasem psov, pod okriljem visokih vzrejnih standardov, ki jih oblikujejo vzrejne komisije in komisija za strokovno vprašanje. Že stoletja upoštevajo stroga vzrejna pravila, ki zasledujejo cilje o zdravju in zaščiti živali. Kinološka zveza Slovenije zastopa interese slovenskih kinologov v Mednarodni kinološki federaciji FCI, ki ima trenutno 99 nacionalnih članic predstavnih držav, katere so povezane preko 3 sekcij Evrope, Amerike in Karibe in pa Afrike in Oceana. FCI, Mednarodna kinološka organizacija, priznava 354 pasem psov. Vsaka nacionalna kinološka organizacija izdaja lastne rodovnike in izobražuje sodniški kader. V Sloveniji imamo preko 200 sodnikov, ki pokrivajo različna specifična področja. Mednarodna kinološka zveza FCI je do sedaj Sloveniji priznala eno avtohtono pasmo, in sicer kraškega ovčarja, vsi pa slovenski kinologi prizadevamo tudi za mednarodno priznanje pasmi koroški žigec, ki je priznana na nacionalnem nivoju. Društva in klubi imajo svoja interna glasila in različne oblike elektronskega obveščanja. Osrednje in uradno glasilo Kinološke zveze Slovenije je revija Kinolog, ki izhaja že od leta 1973. O svoje dosežke smo lahko ponosni, iz svojih napak pa se učimo biti bolj modri za bodočnost. Poskušajmo čim bolj razumeti naš današnji čas in današnje izzive in probleme. Želimo si, da bi bila pri tem beseda slovenskih kinologov slišana in upoštevana. Živimo v zelo zapletenih časih, polnih negotovosti. Sodobna družba pa zahteva in pričakuje od nas učinkovito ustvarjalnost na vseh področjih življenja in dela. Iskreno se zahvaljujemo predsedniku gospodu Alojzu Kovšci in državnemu svetu za to priložnost. Hvala za našo pozornost. Hvala, gospod Finko. Zdaj bomo prišli k predstavitvam. Pripravljenih imamo 5 predstavitev s 5 govorci. Predlagam, da se opravijo vse predstavitve in je na koncu razprava, zaključki, vprašanja, tako da najprej opravimo s predstavitvami in na koncu omogočimo razpravo. Predstavitve bodo v naslednjem vrstnem redu. Šolanje psov za življenje v urbanih okoljih, potem bo problematika davčne zakonodaje, potem bo šolanje za odkrivanje COVID-19 pozitivnih oseb primer povezovanja kinologije z medicino in raziskovalno dejavnostjo. Imamo pobudo Komisije za reševalne pse in na zadnje, čeprav ne zadnji, bomo rekli lovski psi kot posredni izvajalci javne službe. Zato prosim gospoda Saša Cveka, Komisija za šolanje Kinološke zveze Slovenije,
da pristopi k govorniškemu odru. Hvala. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Sem Saša Svet, podpredsednik Komisije za šolanje Tehnološke zveze Slovenije in danes vam bi želel predstaviti program, ki smo ga poimenovali Urban spremljevalec. Če na kratko pogledamo statistiko psov, ki so opisani v Centralni register psov Republike Slovenije, vidimo, da imamo vsako leto opisanih približno 20,000 psov v ta register. Med njimi so nažalost tudi psi, ki so označeni za statusom nevarni. To pomeni, da so na osnovi odločbe veterinarske inšpekcije žal povzročili poškodbo človeka ali druge živali in vplivali vsega v ta register. Skupno število nevarnih psov, registriranih v Centralnem registru psov v Republiki Sloveniji je žal skoraj 5,000. Je pa tu vmes zraven en razveseljiv podatek. Za letošnje leto, do 1.9.2021, je bilo v Sloveniji registriranih samo 136 nevarnih psov, kar poudarja našo željo po izobraževanju, kajti v času COVID krize so imeli ljudje malenkost več časa za svoje družine, za svoje pse, kakšen je tudi ta rezultat nevarnih psov. Če nadalje pogledamo število domačih psov in uvoženih psov vpisanih v slovensko narodno knjigo, se pravi, to so vsi domačih vzgojiteljev in pa vsi, ki so bili uvoženi in registrirani pri Tehnološki zvezi Slovenije. Zelo malo, cirka, poprečje 5,000 psov na leto je registriranih v slovenski narodni knjigi, iz česar ugotavljamo, da je razmerje rodovniški in nerodovniški psi v Sloveniji 80% rodovniških psov. Za primerjavo pa lahko povem, Severna Evropa ima statistiko. Kinološka društva in pasovski klubi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z šolanjem psov, povprečju izšolajo na leto 1000-1200 psov in te pse in lastnike pripeljejo tudi do izpitov. Lansko leto je seveda zaradi vseh ukrepov, ki so bili zaradi koronavirusa, je absolutno manjše, ker društva niso mogli delovati. Če k temu dodamo še 50% zraven za vse, ki so obiskovali v društvu male šole in pa niso šli na izpit, ugotovimo, da se v Sloveniji udeleži šolanje psov oziroma neke osnovne socializacije samo 7% ljudi. Naš namen programa Urban spremljevalec je, da vključimo v izobraževalni program vse pse in njihove lastnike oziroma vodnike v Republiki Sloveniji in vse ne glede na njihovo velikost, pasmo, poreklo ali mesto oziroma kraj bivanja. Naš namen osnovni tega izobraževanja je dvig odgovornosti in širjenje kinološke kulture med samim prebivalstvom, skrb za dobrobit in zdravje psov, predvsem poudarjam predvsem preprečevanje nezaželenega vedenja psov in pa dostopno šolanja dati širši javnosti na način, ki tudi lastnikom omogoča pa osnovna znanja, potrebne za sobivanje v okolju. Sam program naj bi potekal v dveh delih, in sicer teoretični in praktični del. V samem teoretičnem delu bi ljudem podali osnovna znanja o lastništvu psov, pripisih o živali, zdravju, skrbi, seveda tu pričakujemo oziroma si želimo tudi pomoč veterinarske stroke. Lastnikom psov želimo podati strokovno znanje, da bodo poznali izbor psa, pasovsko razlikovanje, razumevanje psa kot pasovske vrste in samo vedenje psov. In pa ljudem lastnikom predstaviti psa kot družbeno bistvo, od socializacije do vzgoje mladega psa in pa seveda tudi predvsem podarek vseh avtorov. Sam praktični del izobraževanja
ki bi bil največji poudarek v praktičnem delu delovanja pri zdravstveni situaciji v državnem okolju. Se pravi, mi moramo te mlade pse in njihove vodnike izobraziti oziroma jih naučiti, kako se obnaša v prometu, kako se obnaša pri srečevanju z ljudmi, z drugimi živalmi, da bojo ti psi nemoteči za ostale državljane. In pa seveda na koncu vsa osnova je tudi neka osnovna potrebost tega psa. Sam preizkus oziroma izpit je bil namenjen, da ga psi opravijo pri minimalni starosti 10 mesecev in bi moral biti opravljen pri starosti do 15 mesecev. Sam preizkus bi izgledal v naslednjem je 10 vaj bi sodeloval, od tega je polovica vaj preizkus v urbanem okolju in pa nekaj na poligonu. Se pravi, kar se mora mirno, samozavestno, nepripovedno obnašati pri srečanju z ljudmi. Mora se korektno obnašati pri vodljivosti čez prehodno za pesce, pri razmino avtomobilov. A mora biti korekten oziroma miren pri srečevanju z trkači, rolerji, kolesarji in drugim udeleženci v prometu. Mora biti socializiran tudi v srečanju z avtomobili, če se to ustavi, vpraša za potna, karkoli je tako, da ne skače po avtomobilih. Mora biti indiferenten do srečanja z drugimi vsi, vnašal se mora mirno, res napadalnosti. Zadnja vaja urbanega okolja je pa še tudi preizkus, smo rekli sami zavestni psa, v kratki čas psa pribežen, da se vodnik se oziroma iznik se odmakneta, da se vidi, kako je ta pes samozavesten oziroma njen tudi res prisotnosti samozavestnika. In pa potem vaje osnovne tudi na samem poligonu, kot so osnovna vodljivost na področju in na tem vaje, ležanje, od poklic, ki je zelo pomembno, če vsak pokliče, da je tako pride k njemu, da mirno čaka, ko njegov kolega te vaje upravlja, in pa pripravimo temu tudi, ko bomo rekli, preizkus naravnih osnov, to je tudi preverjanje čipa, ker malo tudi s tem pomagamo veterinarju, da bo vsi malo bolj mirni kot veterinarju, če bo nekaj. Zdaj tako kolegica reče na vaše vprašanje, odgovori naj bi bolj na koncu. Tako da jaz se vam v imenu Komisije za šolanje in svoje imenu največje zahvaljujem za možnost, da smo prosto postavili. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Sašo Cvet. Naslednja tema je problematika davčne zakonodaje. Tema problematike obvlaščevanja etičnih vzgojiteljev v Republiki Sloveniji. Kinološka zveza Slovenije je motor ljubiteljske vzreje. Kaj to pomeni? To pomeni, da je cilj ljubiteljske vzreje, za razliko od komercialne vzreje, izboljšati lastnosti pasenskih psov, skrbeti za zdravje psov in skrbeti za njihove značajske lastnosti. Ljubiteljska vzreja ne pomeni vzreja za denar, to ni vzreja leglo na leglo, temveč je posvetitev vzreditelja na celotno širšo vzgojo mladičkov. Ljubiteljska vzreja in ljubiteljski vzreditelji nadpovprečno kvalitetno skrbijo za svoje pse, za prehrano, za ustrezno vzgojo in socializacijo mladičkov. Zakaj pa je pomembna vzreja čistopasenskih psov? Kot je že gospod predsednik Tovška omenil na začetku, uporaba psa kot človekovega spremljevalca, pomočnika, prijatelja je v današnjem svetu čedalje širša. Od uporabe v vojski, policiji, lovskih psi, do psa spremljevalca, pomočnika slepim, invalidom, omogoča splošno uporabo psa in ravno tukaj so značajske sposobnosti posamezne pasme izredno pomembne in zato je pomembna tudi čistopasenska vzreja psov. Stroški vzreje
pri ljubiteljski vzreji so izredni. Tukaj govorimo o veterinarskih stroških, o genetskih testih, o tem, kako vzreditelji skrbno izbirajo paritvane partnerje, ki so pogosto tudi v drugih državah, da ne govorimo celo na drugih celinah. Zato Kinološka zveza želi, da se jasno razdeli ločnica oziroma postavi ločnica med ljubiteljsko in komercialno vzrejo. Kajti danes FURS ne razlikuje oziroma ne upošteva samih stroškov in dodatnih aktivnosti, ki jih prinaša ljubiteljska vzreja od klasične komercialne vzreje. Trenutno stanje na področju davčne zakonodaje lahko povzamemo z dvema členoma zakona o dohodnini, in sicer 46. člen nam predpisuje, da je dohodek ustvarjen z vzrejem prodaje živalskih mladičev pač obdavčen, če je ta dohodek dosežen z neodvisnim in samostojnim zdravnim upravljanjem dela. To pomeni, da rabimo voditi poslovne knjige, poslovne dogodke je potrebno spremljati oziroma sestavljati knjigovodske listine in vse je dokumentirati v poslovnih knjigah. In te poslovne knjige so podlaga za pripravo davčnih obračunov. Etična vzreja pa pomeni, da je vzgoja oziroma vzreja legla občasna dejavnost. In tukaj zapademo pod enkraten oziroma občasen posel. Dohodki iz tega naslova se obdavčijo kot dohodki iz opravljanja dela ali storitev, ki ni dohodek iz dejavnosti ali v zvezi z dejavnostjo po določilih 3. odstavka 38. člena. In iz navedenega izhaja, da kakorkoli obrnemo, etična vzreja in prodaja živalskih mladičkov v nobenem primeru ni oproščena plačila davka. In zakaj je tukaj problem? Kje ga mi vidimo, zakaj je pomemben? Etični, ljubiteljski vzreditelji so izenačeni s komercialnimi. Kot smo prej rekli, obseg dela in stroškov pri etični vzreji, zdravstveni testi, prehrana, aktivnosti, veterinarska oskrba, paritvene kombinacije, šolanje nenazadnje, udejstvovanje samih lastnikov na lovskih, športnih prireditvah, vse to za sabo prinese določene stroške. In v končni fazi etični vzreditelj, ki želi v vzrejo pripeljati dobrega psa, kvalitetnega, skozi vse zgoraj omenjene aktivnosti prinaša tudi že nekaj denarja skozi davek in v proračun države. In vse navedeno pomeni, da vzreditelji, ki imajo legla zgolj občasno in ljubiteljsko, resnično nimajo nobenega profita, ker kupnine za mladiče niti približno ne pokrijajo vseh stroškov vzreje. Zato pri taki vzreji zelo težko govorimo o kakršnem koli dohodku od prodaje mladičev. Če delamo primerjavo z evropskimi državami, ostalimi, nekatere imajo že zelo, bom rekla, dolgo časa urejeno ločitev etičnih in komercialnih vzrediteljev. In to pomeni, da določene države so omejile število psov oziroma število legel. Nemčija sicer ni primerljiva glede na trg in velikost države, ampak tam je nekako limit 10.000 evrov na leto prodaje mladičev, kajti država je izračunala, če vzreditelj z prodajo mladičev zasluži 10.000 evrov, je za državo še vedno bolje, kot če bi vse obračunala, kajti 10.000 evrov je neka meja, pri kateri država ne rabi vračati davka, ki ga je vzreditelj vložil v svojo vzrejo. Avstrija ima možnost nekako 3 let v razmaku 5 let. V Italiji je meja postavljena na 5 vzrejnih psic, ki v tekočem letu skotijo več kot 30 živih mladičev. Vidimo, da v bistvu vsaka država je obrala malce drugačen pristop, ki se potem lahko indeksira ali bonusira z aktivnostjo samih vzrediteljev. Že v sami Sloveniji pa imamo zelo dober primer ločitve med ljubiteljskim in poslovnim modelom, to so čebelari.
Čebelari imajo število panjev omejeno do 40 in nekako do 40 panjev se smatra, da je to ljubiteljsko čebelarstvo, to se pravi, se plača neka pavšalna vrednost, nad 40 panjev se pa to smatra že kot komercialno oziroma pridobitna dejavnost. Zakaj je Kinološka zveza Slovenije tukaj v prednosti, kar se tiče ljubiteljske vzreje? Kot prvo imamo izredno natančno in javno dostopno evidenco legel, kar omogoča FURS-u izjemno lahek dostop do podatkov. Zavedati je potreba, da je v bistvu samo vzreja, kot smo rekli, povezana z velikimi stroški, ki pa jih FURS ne upošteva pri odmerjanju davkov. In zaradi tega je pri dostop do podatkov pri neetični in komercialni vzreji precej težji. Zato, ker je treba slediti oglasom, preprodajalcev, vsi vemo, splet danes omogoča vse sorte in tisti, ki samo preprodajajo vse oziroma jih prodajajo, ne da bi karkoli vložili v samo vzrejo, so v bistvu izenačeni, hkrati pa imajo večjo možnost izogibanja finančni upravi. Kar je pa še potrebno povedati, da neetična vzreja, to se pravi komercialna vzreja, ni vzreja, na kateri bazirajo psi, ki se uporabljajo v dejavnostih, ki smo jih prej našteli. Kajti za policijo, vojsko, lovstvo, lov, vodike slepih potrebujemo karakterno stabilne pse s tipičnimi pasemskimi parametri, ki jih lahko sledi samo etična vzreja s svojimi strogimi pravili, ki jih oblikuje Kinološka zveza Slovenije. Zato Kinološka zveza predlaga, da se tudi v slovenski zakonodaji določi prag, do katerega bi se štelo, da je vzreja ljubiteljska in od tega praga dalje bi bila vzreja komercialna in obdavčena. To je potrebno, zato ker ljudje, ki etično vzrejajo, vložijo svoj denar, svoje stroške, svojo energijo z željo, da imamo kvalitetno vzrejo, tipično, standardno, pasemsko in tako dobimo pse, ki se bodo vklapljali v današnjo družbo. Hvala lepa za vašo pozornost. Naslednji na vrsti Peter, gospod Sašo Cek in gospod Peter Dovč, šolenje psov za odkrivanje COVID-19 pozitivnih oseb. Gospod predsednik, dame in gospodje, pandemija COVID se seveda posledila v vse pore našega življenja in na te spremembe se pravzaprav odziva tudi Kinološka zveza Slovenije z predlogom, kako bi lahko v tem primeru pomagali rešiti ta problem. Vse že sorazmerno dolgo uporabljamo v medicinski diagnostiki, predvsem za odkrivanje in preprečevanje nekaterih bolezni, kot naprimer Parkinsonova bolezen, nekatere oblike raka, sladkorna bolezen, epilepsija. V vseh teh primerih psi sorazmerno zanesljivo in zgodaj lahko nakažejo prve bolezenske znake. Pri epilepsiji je to posebej pomembno, ker nakažejo krizo, ki bo nastopila čez nekaj minut in to omogoča prisotnim, da ustrezno ukrepajo in preprečijo nesrečo. Epidemija COVID-19 pravzaprav sprožila tudi razmišljanja v smeri, da bi pse lahko uporabljali za odkrivanje infekcij z virusom SARS-CoV-2. V nekaterih državah ta namen izšolane pse že uporabljajo, predvsem pri pregledih velikih skupin ljudi, in to je v praksi na Finskem, v Veliki Britaniji, Nemčiji, Franciji in v drugih državah. Zato v Kinološki zvezi Slovenije želimo ustanoviti skupino vodnikov psov, ki bi pričeli s šolanjem v ta namen za odkrivanje okužb
SARS-CoV-2. Predvidevamo, da bi v taki skupini sodelovalo 4 do 6 vodnikov s psi, seveda bodo prisotni tudi strokovnjaki z področja medicine in veterine, ki bodo zagotovili korektni potek šolanja in predvsem varnost pri tem usposabljanju. Tako šolane pse bi lahko vključili v odkrivanje okuženih oseb v situacijah, kjer je potreben hiter pregled velikega števila oseb. Preveditvah na letališčih in o tem še nekaj besed povem kasneje. Vse bomo šolali seveda na osnovi pozitivne motivacije, ki je vodilna strategija pri vseh šolanjih psov. Odkrivali bomo specifičen von znoja SARS-CoV-2 pozitivnih oseb in na ta način bomo omogočili identifikacijo okužb. Pes bo prepoznaval spremembe v metabolizmu okuženih oseb. V ta namen bomo uporabljali bris znoja oseb, za katere bomo vedeli, ali so bile pozitivne na testu za infekcijo SARS-CoV-2 ali negativne. Vzorce bomo shranjevali v sterilnih posodah, tako da psi in ljudniki ne bodo v neposrednem stiku z virusom ali potencialno okužnim materialom. Psi bodo odkrivali specifično reakcijo telesa na okužbo s tem virusom in tako ne bo nevarnosti ne za okužbe ljudnika, niti psa. Tehnike in načini šolanja so znani in javno dostopni v strokovni literaturi na spletnih straneh, kjer se taka šolanja že izvaja. Znanje naših kinoloških strokovnjakov je zagotovo zadostno in na dovolj visoki ravni, da šolanje ne bo predstavljalo tehničnega problema in tukaj ne pričakujemo težav. Kot sem nakazal, namen šolanja je, da bi tako izšolani psi lahko pomagali pri odkrivanju COVID-19 pozitivnih oseb na različnih lokacijah, javne televizijske shodi, tudi šole, univerze, bolnišnice, predvsem z namenom, da bi v velikem številu ljudi lahko odkrili potencialno okužene veliko hitreje kot z uporabo klasičnih testov, koristi antigenskih ali PCR. V obdobju sproščanja ukrepov bo seveda takih prilik še vedno veliko, kjer bo treba na hitro pregledati veliko število oseb in se odločiti, katere od teh oseb bomo napotili na testiranje. Na ta način bi vsi lahko razbremenili strokovni medicinski personal in omogočili pregled, hitrejši pregled velikega števila ljudi. Da bi ta projekt lahko speljali, bo potrebno sodelovanje z nekaterimi inštitucijami, najprej seveda dogovor z Ministrstvom za zdravje in pridobitev dovoljenja za pridobivanje prisov znoja na odjemnih točkah in pa način uporabe rezultatov PCR testiranja. Nekateri od teh podatkov sodijo v kategorijo zaupnih podatkov in v okviru tega projekta bo treba te stvari urediti. Pripraviti bo treba izjave, s katero bo testirana oseba dovolila odvzem brisa znoja in uporabo tega brisa za namen šolanja psov. Potrebno bo dogovor z Ministrstvom za notranje zadeve, da odbudi prostor, kjer bodo lahko potekali treningi in zagotovili ustrezno anonimizacijo biološkega materiala, da ne bomo prekršili določil o zaupnosti teh podatkov. Potrebno bo tudi zelo splošna sprememba zakonodaje, namreč po trenutni zakonodaji pes ne sme neposredno ovohavati osebe in da ne bi prišlo do težav pri uporabi tako šolnih psov, bo treba to na nek način zakonsko rešiti. Ta projekt s COVID psi je pomemben tudi zaradi tega, ker načrtuje in uvaja druge projekte za recimo odkrivanje drugih bolezni, za
študije, ki bodo omogočile izboljšanje kakovosti pasjega življenja, za vedenske, prehranske, genetske raziskave in za razvoj strategij za ohranjanje genetskih resursov, ki predstavljajo različne pasme psov. Tu smo v predhodni predstavitvi videli za eno tako pasmo, za katero smo odgovorni, moramo zanje skrbeti že imamo, trudimo se za vzpostavitev stanja še druge take pasme. Pes nasplošno predstavlja dragocen model v biomedicini, ko se lahko iz poznavanja vzrokov in poteka bolezni pri psih veliko naučimo o poteku in vzrokih bolezni pri človeku in načrtujemo učinkovitejšo obravnavo teh bolezni. In Kinološka zveza Slovenije želi, podobno kot druge napredne kinološke organizacije, omogočiti čim hitrejši prenos znanja iz raziskav v kinološko prakso in tako izboljšati kakovost sobivanja ljudi in psov. V ta namen je bilo tudi nekaj razmislekov, kako bi lahko visokošolsko izobraževanje doprineslo k hitrejši razširitvi znanja, ki lahko pomaga praktični kinologiji. Mi v Sloveniji že imamo študijske programe, ki ponujajo kinološke vsebine v okviru različnih študijskih kurikulov. Recimo študij veterine, študij zootehnike, študij biotehnologije, vsi vsebujejo predmete, ki se nanašajo na kinološke probleme. Glede na potrebe po specializiranem kinološkem znanju smo mnenja, da bi bil pametni korak razširitev ponudbe izbirnih predmetov s kinološkimi vsebinami za študente različnih študijskih smeri. Tako s področja naravoslovja, kot s področja družboslovja. In to bi omogočilo študentom, da svoje profesionalne kompetence razširijo tudi na področje kinologije. Za kinologijo samo bi pa to predstavljalo možnost, da dobimo ljudi različnih profilov, ki nam bodo pomagali reševati široko paleto problemov in bo vsak prinesel neke svoje specifične tiste kompetence. Poleg uporabe v telesih Kinološke zveze Slovenije bi seveda radi vključili tudi v različne raziskovalne projekte, ki bodo potekali na področju kinologije. Hvala lepa, profesor dr. Petrov. Zdaj vas bom pa prosila, če lahko predstavite tudi pobudo Komisije za reševanje psov. To je pobuda Komisije za reševanje pse in jo predstavljam v imenu predsednice te komisije, kolegice Katja Skulj, ki je danes zaradi vaje reševalnih psov, ki poteka v Ljubljani, zadržana in se to nalogo preuzorni. Kje so reševalni psi vključeni v sistem zaščite in reševanja? Komisija za reševanje psov pri Kinološki zvezi Slovenije sodeluje kot ena izmed nevladnih organizacij v sistemu zaščite, reševanja in pomoči. Tako so reševalni psi pomemben člen sistema zaščite, reševanja in pomoči, predvsem v delu, ko gre za iskanje človeških psov. To je najpogostejša uporaba reševalnih psov. Delo reševalnih psov predstavlja učinkovit in trenutno nenadomestljiv del sistema, ki vsako leto reši nekaj človeških življenj. Pobuda Komisije za reševanje pse se nanaša na vlogo oziroma položaj reševalnih psov v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Javne reševalne službe so v tem zakonu definirane v 74. členu in v tem členu so naštete službe, ki že imajo zakonski status v smislu tega zakona. To so gasilska služba, gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba, podvodna reševalna služba in pa služba za zaščito in reševanje ob ekoloških nesrečah na morju. Ko vidite, tudi reševalni psi niso omenjeni. Kakšne so pa naloge teh ekip
ki sodelujejo pri reševanju in nudenju pomoči. O tem govori 71. člen tega zakona in tukaj sem izvzel naloge, kjer že sodelujejo reševalni psi. To je recimo iskanje pogrešanih oseb po naravnih in drugih nesrečah, reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov, reševanje po rudniških nesrečah, ki je pravzaprav ena prvih uspešnih uporab reševalnih psov v Sloveniji, v rudniški nesreči, reševanje od poplavah in drugih vremenskih ujmah, ekoloških in drugih nesrečah na morju, rekah in jezerih, reševanje od velikih nesrečah v prometu, tudi tukaj imamo konkretni primer nekaj let nazaj, ko je šlo do prometne nesreče na avtocesti, tako da Kopel, in pa seveda reševanje v jamu. Predlog Komisije za reševanje pse je bil naslednji. Kinološka zveza daje pobudo, da se v prvi odstavek 74. člena zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami doda še 6. alineja. Skupine za iskanje pogrešanih oseb, ki upravljajo močne regijske skupine za iskanje pogrešanih oseb in delujejo v okviru Kinološke zveze ali zveze vodnikov reševalnih psov. Ta detajl pravzaprav kaže na to, da želimo urediti status vseh reševalnih psov. Ne samo tistih vodnikov in psov, ki delujejo v okviru Kinološke zveze, ampak tudi tistih, ki delujejo pod okriljem sestrske organizacije Zveze vodnikov reševalnih psov. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod. Zdaj bi poprosila Martin Poštomaj, da predstavi še zadnji del, in sicer lovski psi kot posredni izvajalci javne službe. Najlepša hvala za naravo, delitvo in same praktičnosti snovem pravih ljubuk. Spoštovani gospod predsednik Državnega sveta, spoštovani gostje in vsi, ki nas spremljate prek spleta, lep pozdrav. Moja naloga danes je, da vam predstavim pravno ureditev in pa funkcijo lovskih psov kot de facto posrednih izvajalcev javne službe in pa dejavnosti v javnem interesu. Za začetek bi želel nakratko predstaviti statistiko za neko kvantitativno ceno stanja lovskih psov v Sloveniji. Torej, trenutno je v centralnem registru psov zabeleženih približno 250.000 psov skupaj pasemskih in nepasemskih. V informacijskem sistemu ISAK, ki ga vodi Lovska zveza Slovenije, pa je trenutno upisanih 4085 lovskih psov, kar nekako predstavlja 1,6% te celotne populacije. 680 od teh lovskih psov ima opravljeno izredno zahtevno uporabnostno preizkušnjo za iskanje po krvnih sledi in za primerjavo so v letu 2020 teh 680 psov je opravilo 2906 opravljenih iskanj po krvnih sledi. Tukaj gre za divjad, ki je bila ranjena v povezavi z samim izvajanjem lova, v povezavi z prometnimi nesrečami in pa v povezavi z izvajanjem kmetijske prakse. Na sliki je en tak primer najbolj tipične uporabe lovskih psov za iskanje podnebne divjadi kot posledice prometnih nesreč. Če preidemo k pravni ureditvi lovskih psov v Republiki Sloveniji, bi najprej začel z samo definicijo lovskega psa. Sama definicija je podana v pravilniku uporabe lovskih psov v loviščih iz leta 2002, ki
lovskega psa definira po 3 kriterijih. Prvi kriterij je, da gre za čistokrvnega pasminskega psa, kot so že moji predhodniki poudarjali, gre pri čistokrvnih psih za ohranjanje nekih njihovih predestiniranih genetskih kvalitet. Potem drugi kriterij je, da mora pes pripadati eni izmed zgodovinskih lovskih pasminskih skupin, torej tukaj imamo taksativno naštete skupine goničev, jamarjev, krvosledcev, šaljivcev, ptičev in prinašalcev. In pa kot tretji pogoj se v pravilniku pojavlja zahteva, da je lovski pes svojo uporabnost dokaže na preizkušnji tako imenovanih mineralnih zasnov, da je lahko v skupku vseh teh kriterijev smatramo za lovskega psa. Kvalitativno isti pravilnik opredeljuje šolanega lovskega psa kot najnujnejše osnovno sredstvo za opravljanje gonitvenih in lovskih opravil. Zdaj pa, seveda tukaj na tem mestu se takoj pojavi vprašanje, kako se šolani lovski psi nanašajo na izvajanje lova kot neke javne službe. Lov se kot javna služba oziroma dejavnost v javnem interesu opredeljuje že v zakonu o divjadi in lovstvu, in sicer potem citiranem 21. členu, kjer zakon navaja več naštetih, so 4 bistvene naloge, ki jih lovci, torej upravljavke lovišč in lovišč s posebnim namenom, torej z drugo besedo, lovske družine, opravljamo v javnem interesu. Prva izvajanje samega načrtovanega odzema, torej ta sam dejanski odstrel, potem sodelovanje pri izvajanju ukrepov, preventivnega zdravstvenega varstva, izvajanje načrtovanih ukrepov za preprečevanje škode od same divjadi in pa na divjadi in pa izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko-čuvajska služba. Iz tega lahko povzamemo, da že zakon ureja in postavlja izvajanje lova v sfero javnega interesa. Zdaj praktični prikaz ene izmed izvajanja teh nalog je preprečevanje pokosa divjadi, ko z ustrezno usposobljenimi lovskimi psi, ki zaznajo mladiče divjadi v travi pred samo košnjo, preprečimo neželeno posledico, ki je na tej sliki. Tako nakazana divjad se potem zaščiti in s tem se prepreči pokos in seveda škoda na sami divjadi, pri čemer seveda brez lovskih psov tu nekaj ljudje smo tukaj z našimi čutili povsem nemočni pripravljeni te naloge. Dve izmed prej omenjenih nalog, potem zakon klasificira celo na višji nivo, saj v isti določbi zakona pravi, da se dve izmed prej naštetih nalog izvajajo celo v okviru javnega pooblastila. Tukaj gre za preventivno izvajanje ukrepov preventivnega zdravstvenega varstva divjadi, postavljanje ljubne divjadi v veterinarski pregled in pa izvajanje nadzornih nalog, ki jih opravlja lovsko-čuvajska služba. Zdaj, bistveni poudarek je na tem, da vse prevečkrat se v javnosti pojavlja domneva, da lovske organizacije in lovci sami izvajamo te naloge oziroma se ukvarjamo z lovsko kinologijo na neki prostovoljni bazi. Seveda se ukvarjamo na prostovoljni bazi, ampak bistveno pa je, da nam citirani pravilnik o uporabi lovskih psov v loviščih taksativno našteva vrsto obveznosti, ki jih moramo izpolnjevati. Upravljavke lovišča morajo tako jasno skrbeti za povsem določeno število čisto pasminskih lovskih psov za upravljanje nalog. Lovske organizacije morajo zagotavljati posebne dele lovišča za šolanje teh psov in zagotavljati pogoje. Potem so tu še podane
specialne določbe o uporabi specialnih lovskih psov za, recimo, lov na malo divjad, za lov na vodno divjad, etc. Ena izmed nalog, ki se nam obeta žal v prihodnosti, je seveda izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja afriške prašičje kuge, ki se na videz nenadzorovano širi na področju Evrope. Afriška prašičja kuga, kot veste, je smrtonosna za populacije tako divjih prašičev kot domačih, tako imenovanih rejnih prašičev. In v Evropi z primatom Nemčije se je že pojavila prva uporaba izšolanih lovskih psov, posebej izšolanih lovskih psov za odkrivanje teh poginulih oziroma kadavrov divjih prašičev v naravi, ki predstavljajo glavni vir širjenja okužb afriške prašičje kuge in iz katerih tudi potem afriška prašičja kuga prehaja v populacije rejnih prašičev. Zdaj, jaz lahko z velikim veseljem povem, da v Sloveniji že imamo nekaj psov, ki so to šolanje v Nemčiji že opravili. Imamo tudi vodnike, ki so se tega izobraževanja že udeležili in predlagamo oziroma upamo, da bomo z pristojnimi službami v preteklosti kaj hitro dosegli nek sporazum o skupnem delovanju oziroma uvedbi tovrstnega šolanja teh psov tudi pri nas. Če nadaljujem z problemi pravne ureditve lovskih psov. Največji problem pravne ureditve lovskih psov je v tem, da se lovske pse enači z vsemi preostalimi neslužbenimi psi. Enači se jih z tako imenovanimi družabnimi psi in temu primerno so omejene tudi določene njihove pravice in pa pravice njihovih vodnikov. Zdaj seveda problemov pravne ureditve je več. Mi smo za danes izpostavili 3 najbolj kritične, ki jih bom skušal na hitro predstaviti v nadaljevanju. In sicer 35. člen Zakona o divjadi in lovstvu prepoveduje spuščanje psa v prosto naravo brez nadzorstva in pa določa odgovornost lastnika za škodo na divjadi, ki jo njegova žival, v tem primeru pes, prizadene. Praktično dejstvo, ki ga tu izpostavljamo, je, da vsi lovski psi med opravljanjem njihovih nalog, ki smo jih prej našteli, se gibajo v prosti naravi. Lovski pes se po svoji naravi in naravi svojega dela ne more gibati drugače kot prosto v prosti naravi. Poznamo zgolj specialne oblike dela, recimo na krvni sledi, kjer se uporablja jermen, sicer 99% uporabe lovskih psov je prosto v naravi. Seveda, če se opredelimo na predmet samega nadzorstva oziroma na pojem nadzorstva, pri uporabi lovskih psov ne moremo govoriti o tem, da se pes 100% svojega časa, ko opravlja nalogo, giba pod nadzorstvom njegovega vodnika. Psi goniči opravljajo svoje delo v precejšnji oddaljenosti od svojega vodnika, izven njegovega nadzorstva. Ampak vse svoje delo opravljajo, svojo nalogo opravljajo in jo tudi uspešno izvajajo. Seveda pa z tem prihajamo v kontradikcijo zgornje zakonske določbe. Glede škode. Škoda, ki jo lovski psi prizadanejo divjadi, je v javnem in širšem interesu vedno 100%. Ne glede na to, kako se to nekaterim od nas zdi odtujeno ali pa celo sporno z nekim dobrobitom divjadi. Ampak tu se moramo zavedati dejstva, da dobrobit divjadi, ki je ranjena, je v tem, da jo pes čim prej poišče, jo najde, po možnosti ali zadržuje do prihoda vodnika ali pa celo sam pokonča. S tem se trpljenje te divjadi zmanjša na absolutni minimum.
Drugi problem je prepoved spet zakona o divjadi in lovstvu, ki v eni izmed prepovedi prepoveduje uporabo živih živali pri učenju lovskih psov na način, da je med živaljo in psom mogoč neposreden stik in da lahko žival in pes drugega poškodujeta. Vsi lovski psi, že samo izvajanje lova, predstavlja lov na žive živali. Ne glede na to, kako se to v današnji družbi čuje odtujeno, to je tradicionalna vloga in način izvajanja lova. In tudi naši lovski psi, kot izvajalci nalog v javnem interesu, izvajajo svoje naloge na ta način, z neposrednim stikom z divjadjo. Pes, ki divjad zazna, jo skuša ujeti. Taki so njegovi genetski nagoni. Šolanje brez neposrednega stika je ne zgolj nemogoče, ampak tudi nepraktično. Saj pse, ki jih bomo šolali na način, da neposrednega stika z divjadjo ne bodo imeli, se kasneje v lovski praksi pri izvajanju nalog tega ne bodo mogli opravljati, saj jim bodo manjkale izkušnje z neposrednim stikom. In pa tretji izpostavljeni problem. Zakon o zaščiti živali v 5. členu opredeljuje pojem nevarnega psa in določa, da je nevaren pes poleg psa, ki izpolnjuje pogoje za nevarno žival, tudi pes, ki je ugriznil človeka in žival. Na to zakon našteva določene izjeme, kdaj se tak pes ne šteje za nevarnega psa. Dve od teh tu podajamo. Prva izjema velja za službene, policijske in vojaške pse, katerih ugriz je posledica izvajanja službene dolžnosti. In pa drugi primer, ki ga izpostavljam, so psi, katerih ugriz je posledica nedovoljenega vstopa osebe v objekt ali ograjeno zemljišče, ki je na vhodu označeno z opozorilnim znakom. Zdaj, dejstvo glede opredeljenega problema je naslednje. Vsi lovski psi pri opravljanju svojih nalog ugriznejo drugo žival. In s tem jih avtomatsko postavljamo v kršitelje citirane določbe. Bistvo njihove uporabe je namreč v tem, da ranjeno najdeno žival, kot sem že prej omenil, bodi si držijo na mesto ali pa čim hitreje pokončajo. To je v interesu same živali, same ranjene divjadi, v interesu lovskega psa, ker se s tem najmanj izpostavlja morebitnim poškodbam, in pa v interesu javnosti na splošno, saj ne povzročamo prekomernega trpljenja ranjene divjadi. Potem drugo dejstvo. Pri upravljanju svojih nalog lovski psi zaradi svojega prirojenega obrambnega nagona v odnosu do plenjene ali pa poginjene divjadi, ki jo najdejo, ščitijo oziroma pojmujejo to divjad kot svoj plen. Ker psi pojmujejo divjad na ta način, jo seveda ščitijo pred morebitnimi prišleki, drugimi psi ali pa celo ljudmi. Pes ali človek, ki takemu lovskemu psu ni poznan, je v takih trenutkih lahko potencialno vedno v nevarnosti. Da ga pes ugrizne, vodnik pogosto lovskega psa tega ne more preprečiti, saj je pes od njega oddaljen izven njegovega vpliva. In tretje dejstvo je, da, kot smo že prej omenili, lovski čuvaje med upravljanjem njihovih nalog v javnem interesu z javnim pooblastilom kot uradne osebe spremljajo njihovi lovski psi. Zdaj, v primeru, da se lovski čuvaj pri opravljanju svojih nalog sreča z fizičnim napadom na njegovo osebo, se prav pogosto lahko zgodi, da bo pes svojega vodnika skušal zaščititi. Pri tem lahko pride do potencialnih ugrizov, ki ne temelji na nebrzdani agresiji psov kot takih, ampak na njihovem zaščitnem nagonu.
Zdaj, če se hitro lotimo predlaganih rešitev. V zvezi z prepovedjo spuščanja psov v prosto naravo brez nadzorstva predlagamo naslednje. V prvem stavku te določbe naj se uvede izjema za pse, ki imajo status lovskega psa, skladno s pravilnikom o uporabi lovskih psov v loviščih, in ta izjema naj velja za samo izvajanje lova. Tu ne podeljujemo blanko odpustnice, podeljujemo zgolj ekskulpacijo odgovornosti samega psa in njegovega vodnika v času, ko izvajata lov. In pa druga rešitev, v drugem stavku se naj uvede izjema v smislu, da je lastnik lovskega psa odgovoren za škodo, ki jo ta povzroči na divjadi, le tedaj, ko je ta škoda nastala izven izvajanja lova. Ali pa celo, če je škoda nastala zaradi kršitev drugih določb, bodi si predpisov o lovstvu, varstvu živali ali ohranjanja narave. Med predlagane rešitve druge izpostavljene problematike glede prepovedi uporabe živih živali pri učenju lovskih psov, na način, da je med njimi možen neposreden stik, predlagamo naslednje. Prva rešitev je zgolj terminološka, beseda učenje ni kinološki pojem, pravilni pojem je beseda šolanje. Druga rešitev, da predlagamo, da se ta omejitev, ki je navedena v zakonu, omeji in sicer na način, da ne velja za malo pernato divjad, naprimer fazane, kot primer navajam, ali malo dlakasto divjad, kot naprimer divje zajce. In pa tretja stvar, da se pristopi k iskanju normativne rešitve za šolanje lovskih psov na divje prašiče v oborah. To po trenutni zakonodaji ni urejeno, obstaja neka pravna praznina, obstaja zgolj prepoved, ta citirana prepoved, s tem pa se lovskim psom v Republiki Sloveniji praktično onemogoča šolanje za delo pri lov na divje prašiče, kar vodi v številne poškodbe lovskih psov zaradi pomanjkanja znanja in ustreznega šolanja. In pa tretja rešitev, seveda znova ne želimo nekih blanko odpustkov, želimo tudi dodati odgovornost v tem primeru izvajalca tovrstnega šolanja, da v primeru, da v takih, da med šolanjem lovskih psov pride do poškodb divjadi, je treba tako divjad nemudoma usmrtiti skladno s predpisi o lovstvu in odvzem tako usmrčene divjadi je potrebno tretirati in beležiti kot izgubo v lovišču. In za konec, kot predlagana rešitev zadnjega izpostavljenega problema, predlagamo, da se v določbi Zakona o zaščiti živali v 5. členu doda izjema, ki določa, da se za nevarne pse ne štejejo lovski psi, katerih ugriz je posledica bodisi izvajanja lova, čuvanja najdene divjadi in obrambe lovskega čuvaja pri opravljanju lovsko-čuvajske službe. Spet, ne na vsakodnevni bazi, ampak takrat, ko lovski čuvaj kot uradna oseba opravlja svoje naloge. Zavedamo se, da smo danes prikazali kar nekaj odprtih vprašanj, odprtih pravnih dilem, dejstvo pa ostaja enako. Za izvajanje lovskih opravil in lovskih dejavnosti v javnem interesu potrebujemo lovske pse. Ne zgolj zato, ker tako pravi pravilnik, ampak zato, ker smo ljudje brez pomoči naših lovskih psov nezmožni oprave teh nalog. Nezmožni smo iskanja ranjene divjadi, nezmožni smo izvajanja lova, kot smo že prej povedali, dejavnosti v javnem interesu. Število lovskih psov v Sloveniji nezadržno upada. Prav gotovo določen procent krivde prevzemajo ti izpostavljeni pravni problemi, za katere upamo, da se pri ustreznih inštitucijah porodi interes oziroma odprto uho, da jih bomo skupaj rešili in premostili. Vsem najlepša hvala za pozornost in hvala za besedo.
Hvala lepa, gospod Koštomaj, za poglobljen pogled v izzive lovskih psov. Prišli smo do konca predstavitev, tako da predlagam, da si vzamemo odmor 10 minut, potem se pa pripravimo na vprašanja, še kakšno razpravo in zaključke. Hvala lepa. Ja, izvolite, gospod Kovšca. Jaz se opravičujem, ker bom moral zapustiti posvet, imam drugo obveznost, pa gospodu Koštomaju samo en predlog. V okviru zadnjega predloga izboljšave zakona, ko gre za ekskluzijo odgovornosti psa za ugriz pri izvajanju lova, tukaj treba biti samo majčkeno bolj diskriminatoren in napisati, da se ugriz živali pri izvajanju lova dekriminalizira, ker če je splošno dekriminaliziran ugriz, potem je v bistvu velja, da se med lovom, da psi lahko ugriznejo tudi človeka. Tam pri branjenju plena in branjenju lovskega čuvaja ali lovca tisto ostane tako, kot je, vendar samo prvi del, ugriz pri izvajanju lova, naj bo bolj deskriptoren, naj ugriz živali pri izvajanju lova, da ne bo veljalo še za ljudi, kar nekateri bi se lahko potem tolmačili, da ko lovci izvajajo lov, lahko psi grizejo tudi ljudi, ki se znajdejo na lovnem območju in zaradi tega ne obstaja odgovornost oziroma je ekskulpirana. Samo to, hvala. Hvala lepa za vaš komentar, zabeleženo, da bomo zadevo bolj natančno opredelili. Dobrodošli nazaj. Še enkrat zahvala gospodu Kovšci. Nažalost je mogel prej zapustiti našo sejo oziroma razpravo, tako da zdaj bi, preden zaključimo, povabila še razpravljavce in pa za konec še podpredsednika Kinološke zveze Slovenije, gospoda Rovanška, da bo naredil nek povzetek in zaključil naše današnje srečanje. Prosim. Lepo pozdravljeni. Branko Puša, moje ime, predsednik Komisije za izobraževanje strokovnega kadra pri Kinološki zvezi. Jaz sem si pri tem razpravljanju, ki je bilo zelo konkretno in zelo poglobljeno, zapisal nekatera izhodišča. Gospod Dovč je že omenil kader, to se pravi šolanje, izobraževanje na visokem nivoju. Vsi pa pozabljamo na nekaj te pse, ki jih imamo v lovišču, v družbi, na ruševinah, jih mora izšolati človek. Torej, izobraževanje strokovnega kadra ljudi je nujno potrebno vnesti v sam proces teh naših razgovorov, teh naših predlogov tudi za samo državo. Kajti poglejte, zatečeno situacijo, ki smo jo imeli lansko leto in ki jo imamo letos, to se pravi COVID, je praktično umrtvila celotno kinologijo na terenu. Vemo pa, da se kinologija izvaja, vsaj ta šolanje, večina šolanja zunaj, na zunanjih prostorih. In če smo pogledali, če se spomnimo razpredelnice, ki je kolega Cvek izpostavil, je bilo lanskih izpitov več kot 50% manj kot eno leto prej. In mislim, da je tukaj zelo umestna stvar, da bi pri državi umestili izobraževanje strokovnega kadra tudi v samo izobraževanje. Kajti, takale epidemija nam podre 2 generacije psov. Psi si pridobijo vedenjske vzorce v tem času, ko niso v šoli, ko niso pod strokovnim nadzorom inštruktorjev na vseh ravneh. Govorili smo seveda o psih, o lovu recimo, Jan je imel krasno zgodbo, vendar pa so v lovišču vse preizkušnje, ki jih mora imeti, to so inštruktorji. Lovci so sicer svoje
delo vsi lahko izvajali tudi v času epidemije, saj nekateri, vendar pa inštruktori niso mogli šolati teh lovskih psov, ki so zadaj bili kot mladički, kot starejši psi, niso mogli opraviti preizkušenj, niso mogli opraviti preizkušenj niti inštruktori, niti kinološki sodniki. In ta sistem izobraževanja bi morali doseči, da se vnesejo v sistem izobraževanja pri ministrstvu, recimo za šolstvo ali podobnem ministrstvu, da lahko tudi v času epidemije, seveda pod določenimi pogoji, ta vzgoja in šolanje psov normalno poteka. 2 leti star pes ima že izoblikovan vedenjski vzorec in takrat je zelo težko karkoli z njim početi. Ima že napravljen, prihaja do konfliktov, do napadov, prihaja do cele gore odvrženih psov, ker jih pač ljudje ne znajo z njimi ravnati. Predlog. Nujno zagotoviti tekoče šolanje psov in njihovih vodnikov od mladiča dalje. Ne glede tudi v taki situaciji, kot je COVID, izobraževanje strokovnega kadra, preverjanje usposobljenosti psov in vodnikov in izobraževanje vodnikov. In pa tudi izobraževanje novih lastnikov psov po vzorcu nekaterih naših sosed, kjer morajo ljudje, ki si umislijo psa, opraviti tudi nek uvodni tečaj, na podlagi katerega lahko potem kupijo psa. In ga imajo kot lastništvo. Jaz mislim, da bi to lahko našo zakonodajo dali noter. Če bi pa uvedli še kakšno drugo stvar, recimo kinološki evro, bi lahko vsa ta izobraževanja delali brezplačno za vso populacijo. Tako da moj predlog, kot pravim še enkrat, je, da moramo zagotoviti izobraževanje strokovnega kadra, torej ljudi v okviru države. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Puš. Hvala tudi za vašo osvetlitev še enega vidika kinologije. Za zaključek pa prosim gospoda podpredsednika Kinološke zveze Slovenije, gospoda Rovanška. Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Ja, današnji posvet zaključujemo za neko ugotovitvijo. Nanizali smo dejansko mesto kinologije v sodobni družbi, v kateri se nahajamo. Izpostavili smo probleme in izzive, pripravili smo konkretne predloge, za katere bomo morali skupaj z pomočjo tudi Državnega sveta postaviti na mesto, kamor smo si zadali cilje. Mogoče na tem mestu iskrena hvala vsem, ki ste v imenu Kinološke zveze pripravili problematiko in na drugi strani zopet pokazali, da v ospredje postavljamo psa kot našega vodnika tako na športnem, kakor tudi lovskem področju. S tem bi jaz predlagal, predsedujoči, da današnji posvet zaključimo z mislijo, naj bo naša kinologija še tako uspešna oziroma bolj uspešna, kot je bila do sedaj. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Rovanšek. Še enkrat hvala gospodu Kovšci in Državnemu svetu za možnost naše predstavitve. Verjamemo, da so bili postavljeni temeljni še za nadaljnjih 100 let Kinološke zveze Slovenije za delovanje in vemo, da tudi Rim ni bil zgrajen v enem dnevu in verjamemo, da s skupnim delom bomo našli odlične rešitve. Hvala lepa in srečno.